Čujete, gospod Jesenek, vi imate veliko penzijo, zdaj da si privoščite tako razkirati, na črno pobirati smeti? Jaz sem zgubil v enem samem dnevu na tiskovni konferenci penzijo. 2 policaja sta prišla vsak svojim čegom, pa sem bil v penzijo. Res? Ja. Torej ste dobili na tiskovni konferenci, ste dobili... Takoj takrat, ko si rekel, kam sem šel, me je policaj pelal v pisarno in so mi tam napisali 3-4 čeki. Kazen? Kazen, ja. Torej koliko, 3-krat po? 250 evrov, če takoj plačam 125. Pa boste plačali? Ja, to gre na davkarijo, to moraš plačati, če se ti takoj podvoji. Zdaj imam recimo penzijo, pa imam 2 penzije. In davkarija to sterja. Kaj pa zdaj, župan je dal neko ponudbo, vi pravite, ne rabim avta, naj dela to Snaga? Snaga v vsakem primeru je ona za to pooblaščena in tudi za to jo plačujemo. Nemogoče, da bom jaz pokrival področje, ki ga oni nočejo videti. Nemogoče, ne. Potem ostane sistem, v bistvu taki kot je, Jeseneka bi se radi rešili. V bistvu vsega tega županovega klica pa ponudbe je potem, da bi Jeseneka eliminiral, pomeni, da ga odstraniš. Da ga enostavno, ko jaz denar zame sem plačan in moram tiho biti, če nema pa delo zgubo. Vse to bi bilo smešno. Jaz delam 10 let na tem in ne morem biti za eno nekošno simbolično ceno. Dejal sem pa županu, če hoče pa on v to iti, da bi on službo dal, pa mi mora plačati moje 10-letno delo. Ker je samo to delo, ki sem ga do zdaj delal, on spreme v službo noter, da teče naprej, ampak jaz sem 10 let bil črni zastojnski delavec. To je pa tudi kaznivo za občino Maribor, da izkoriščenega črnega delavca 10 let. In celo na njegov račun recimo zasluži tam enih 5% ali recimo tega denarja za čiščenje javnih površin. Je 10% na moj račun, na moje ime. Kaj toliko smeti najdete, da ste tečni Snagi, da nima cajta to pobirati, ali kaj je problem, vi mislite? Sam problem je, Snaga noče videti smeti. Oni imajo direktorja, kateremu je nerodno, da ima podjetje, katero se bavi z odpadki. On ne sprejema odpadkov. On znori, recimo, če vidi odpadek. Ko mu jaz rečem, odpadke mi stane odpeli, on mene skoči noter. Jaz nemam voz, jaz nisem nič. Treba se zavedati, da tisti, ki živijo od odpadkov, jih mora sprejeti kot vir svojega dohodka, vir svojega ugleda. Je pa res, da nekak ti rating ali pa ugled pada, čim imaš firmo, ki je smetarska, ko je čistilka, ko si čistilec. Ti avtomatsko ljudje, pogledajte, kaj se meni zgodilo. Spoštovani gospod Jesenek, spoštovani gospod mehanik, spoštovani gospod mestni svetnik, spoštovani vaščan ali ugleden krajan ali kakorkoli vzor mladine, je postal čistilec in me imenuje čistilec, mariborski čistilec. In on me sprejel kot čistilca, ki bi čistilca nekaj plačal, da ta čistilec ne bo zastan del. Niste več človek, pa meni tiste meni konc odpadki posla. Zgubiš identiteto in vse. Tu je pa za tisti ključni vzrok, zakaj se v teh letih nikoli še noben župan, nobena stranka, noben ne poskuša istovetiti z odpadki. Jaz sem se istovetim z odpadki, jaz jih spet za svoj, da ne rečem zdaj trenutno način življenja, zato da bi vzorčno pokazal, da to ni nobena huda stvar, to ni tabu. Vse to ni garjavo, to ni kužnih bolezni. Zakaj rabijo tu ljudje rokavice? Tisti, ki odvrže odpadek, bo brez rokavic, pa jedo, oni zadnji pa ne z 3 rokavicami pobira njegov odpadek. In z velikim odporom, pa z nevarnostjo, da se bo kužil. Odpadek je odpadek in ker so to industrijski odpadki, tu ni dobene, niso to kože ali pa kaj zvem kaj, Zanimivo je pa, da Snaga vozi tudi kože, kar je pa narobe, Jaz recimo, ko prikažem ali z gozda ali nekje, kjer se pač ti odpadki pojavijo, ko jih jaz potegnem k cesti, Snaga to vse odpelje. Pa bi resnici mogla odpeljati samo odpadke, živalski odpadki oziroma ostanki živali, pa mora higienik odpeljati. To je pa državna služba, ki je država ustanovila in je plača in je brezplačna služba in kdorkoli pokliče za crkvenega mačka, za povoženega mačka, za ovčiko celo ali kožo ali črevesa ali karkoli biološkega, pridejo higieniki s tem, da javiš samo, kje to je, oni pridejo to brezplačno odpelje. Pa ste poklicali higienike? Glejte, jaz sem hotel pokazati, da nikdo na Pobrežju ali pa v Mariboru ne vidi mačka, pa bo čez njega vozili cel teden, pa nikdo ne bo poklical higienika. Kaj ste ali niste poklicali? Glejte, če hočem jaz ljudi spraviti v občutljivost, jih moram jaz nastaviti, ne odstranjevati, ker če bom jaz vam po noči vse odpadke odstranil, pa vse živali, vi boste sicer živeli brez odpadkov, lepo življenje, samo sploh ne te vedeli, da je neki Jesenek to po noči odvaža hitro, da ne te vi videli. Jaz hočem, da vi to vidite, da spremete in da bo vsak, ki to vidi,
brez straha poklica higienika in prvi, ki bo videl. In dejansko moje moto je, ne, ko vidiš prvi odpadek, ga takoj poberi. Ne. Pa kaj zdaj vi pobirate, čistite ali kažete? Poglejte, če sem rekel, da delam vzorčno ali če delam sistematsko, potem je to kazanje. Ne. Moj način odstranjevanja, jaz nisem nikoli odstranjeval odpadke. To avta ne rabite, ne? Niti ovce, niti nič. Jaz samo pokažem, zato s tem pa preseljujem javno službo, da dela in zbujam občutljivost ljudi do take mere. Jaz mislim, da v Mariboru smo daleč okrog tako občutljivi že na odpadke, ker so dobesedno ljudje znervirani, kot odpadek vidijo. Ne? Ker so ga toliko krat videli, ampak ker se te stvari ne rešijo, oni so zdaj vedno v stiski. Kot odpadek vidijo, postane groza jih. Ne? Ko odpadka niso v redu, ne? Ko odpadek je groza, ko odpadka ni v redu. Če odpadka ni videti, je pa vse v redu. Pomeni, vse posod je odpadek, vsi grmi so polni, vse jame, vse gozdovi so v redu, vse je v najlepšem redu. Ko pa ti odpadek vendar, zato bi jaz rad, ne, da ne bo nikoli odpadek prišel v šumo, ne bo nikoli odpadek prišel, nikoli ga ne bomo brcnili nekam, nikoli se ne bomo stano branili, ampak bomo prvi odpadek ali mi pobrali, ali pa javili tisti odgovarajoči službi, ki je za to plačana in tudi ustanovljena. Ne. Nekdo mora to delati in pričakovati, da bo en Jesenik očistil svet ali pa področje mestne občine Maribor je iluzorno. Poglejte, vse, kaj sem jaz snagi pokazal, je morala odpeljati. Jaz sem samo moral najti točko, ki zbuja toliko tega razburjanja ljudi, da so odstranili. Pa ne zaradi Jesenika bi to vse tam pustili, zaradi ljudi so odstranili, ker je bilo na pravilni moteči točki. In meni je uspelo na Pobrežju po tolikih letih. Jaz sem dobesedno poskušal to stvar nekako spraviti na neko vrelišče 3 leta. In po 3 letih mi je uspelo, pa ne meni, da to, ker sem jaz kazal, zato ker so oni izgubili živce.